Če se kdaj zaločiš z mislijo, da mogoče tvoje vsebine ne zvenijo dovolj strokovno, ali pa da pišeš mogoče vsebino za družabna omrežja ali pa za spletno stran in si rečeš, da to pa bi se moral izraziti bolj strokovno, potem se malenkost ustavi. Zdaj, če tvoja vsebina zveni strokovno, a je nihče ne razume oziroma imaš preveč nakupov, to v bistvu ni briljantnost, to je v bistvu izgubljanje povezav. In mogoče, da si lažje predstavljaš, imam zate en primer. Predstavljaj si, da greš na en super dogodek, na eno predavanje, konferenco, karkoli takšnega. In predavatelj na odru začne govoriti. Kot vidite, v paradigmi kognitivnega disonance skozi prizmo transpersonalne integracije, pa naprej, in si ti tam in gledaš okoli in rečeš, kaj? O čem ti govoriš? In ničesar ne razumeš? Imaš to znak oziroma lahko razumeš, kako se potem počutijo tudi tvoje stranke oziroma tvoje potencialne idealne stranke. Če ljudje ne razumejo, kaj ko govoriš, te ne bodo poslušali. Grejo samo lahko mimo besede in te ne bodo slišali. In če se počutijo, da so neumni ali pa premalo pametni, zato da bi sploh razumeli, verjetno tudi ne bodo kupili. Tako da jezik je v bistvu zelo, zelo pomemben. In tvoj cilj ni, da zveniš kot ena, diplomska ali pa magistrska naloga, strokovna. Tvoj cilj je, da se z svojimi idealnimi strankami povežeš, da te razumejo, da lahko v bistvu kot strokovnjak poveš stvari na enostaven način, tako da te razumejo tudi tisti, ki niso v tvojem fohu, če tako rečem. In včasih opažam, da tako na družabnih omrežjih, da tako na spletni strani se velikokrat uporabljajo izrazi, ki jih idealne stranke ne razumejo ali pa mogoče ne vejo čisto točno, kaj so, in zaradi tega lahko izgubljaš veliko strank oziroma zamujaš veliko priložnosti. Tako da mogoče danes ena vaja ali pa izziv zate, da pogledaš malo na svojo spletno stran, kakšni so izrazi, in mogoče tudi vprašaš nekoga, ki ne pozna tvojega dela, ali je razumljiva vsebina, ali vse razume, ali bi se kaj dalo še izboljšati. Če pa si želiš ustvariti torej svojo spletno stran, ki bi tudi bila del tvojega sistema, ki pridobiva stranke 24 ur na dan, vseh 7 dni v tednu, potem pa ne pozabi pogledati programa Stranke 24/7, link do njega najdeš spodaj v opisu tega videa.